Živijo, dobrodošli in lep pozdrav na podcastu Umetnost lenarjenja. Moje ime je David Zupančič, kot vedno, upam, da do zdaj ste se me že nekoliko navadili. In danes pomembna tema in odlična sogovornica. Z mano je dr. Zdenka Čebašek-Travnik. To je zdravnica, specialistka psihiatrije, avtorica, članica strokovnega sveta Združenja Spominčica, vodja projekta Modra palica in soavtorica knjige Kje so moji ključi, ki je lani izšla pri Mladinski knjigi in je v bistvu zbirka zgodb o demenci. Najin pogovor danes se je vrtel okrog osrednje tematike kognitivnega upada in demence. Tematika, ki je izjemnega pomena in tudi knjiga sama je bila meni, kot boste slišali, zelo všeč in v bistvu z veseljem se pogovarjam o njej, ker se mi zdi, da še vedno danes ljudje ne vemo točno, če seveda nimamo te nesreče, da pridemo v stik s to boleznijo, kaj demenca pomeni. Ne vemo dovolj o tem, kakšne stiske doletijo bolnika, svojce. Po drugi strani pa tudi ne vemo dovolj o tem, kaj lahko vsak od nas naredi, zato da se morda tej bolezni in tem simptomom izogne. Ne gre torej za nek podcast, ki bo uporaben samo za tiste, ki imajo v družini demenco nikakor. Veliko sva govorila tudi o nekem splošnem načinu življenja in katere so tiste dokazane intervencije, ki jih lahko naredimo že danes, vi, jaz, kdorkoli, da si zmanjšamo tveganje, da zbolimo za to boleznijo. Vsekakor sem hvaležen, da ste z mano. Omenila sva en kup študij, referenc, člankov, knjig in vse bo opisano kot vedno spodaj pod opisom epizode in lahko v miru, potem ko poslušate do konca, greste prebrati, sledite to. Vabim vas, da preberete tudi knjigo Kje so moji ključi, lahko tudi na aplikaciji MK+, kjer bo kmalu tudi zvočnica, kjer so tudi vse moje knjige. Sem velik ljubitelj aplikacije te, kot ste morda dojeli, če poslušate moj podcast, ker jo večkrat tudi omenjam. Kakorkoli, gremo zdaj naprej v pogovor. Hvala, da ste z mano in upam, da se tudi danes nekaj novega, uporabnega in lepega naučite. Vedno se dolgo ukvarjam s tem, kako začeti. Tako kot pri marsičem v življenju. Jaz sem imela včeraj lahko nalogo, ker sem docenta dr. Pokorna predstavljala in sem vzela kar tisto predstavitev, ki jo ima na kolumni. A ne, ja. In je bilo enostavno. Ali pa iz zadnje strani knjige. Pa bom kar vam dal besedo. No. Jaz bi vas v bistvu vprašal eno tako, mogoče malo zlajneno vprašanje, ampak se mi zdi pomembno, vedno, ko imam sogovornika, zdravnika ali zdravnico, torej, zakaj medicina, kako je prišla ta odločitev in kasneje celo psihiatrija, celo rečem zato, ker je to bila ena tistih strok, ki recimo sem jaz bil absolutno prepričan, da ne bom šel, ker se mi je zdela tako naporna, tako čisto psihično tudi zame. Pa me zanima, a ste od nekdaj želeli delati tako delo? Na gimnaziji, ko se odločamo, sem imela v mislih pravzaprav novinarski poklic. Že takrat sem tako po malem pisala in potem nekako doma niso bili zadovoljni s takšno izbiro. In potem je to bil čas, ko smo delali sprejemne izpite na medicinski fakulteti in je fakulteta omogočila eno 3-tedensko kukareno usposabljanje. In smo se v razredu, 6 nas je bilo, odločili, da mi gremo pa zdaj na to usposabljanje, bomo užili Ljubljane za 3 tedne, pa bomo pa videli, če naredimo sprejemne, gremo na medicino, če ne, pa pač kam drugam. No in tako smo naredili te priprave in potem sem bila sprejeta in potem pač, če si sprejet na medicino, ponavadi ne premišljaš dosti, da bi šel kam drugam. Mi je pa en starejši zdravnik, kolega, rekel, da naj, takrat, če ni bil kolega, seveda, da naj pozabim na novinarstvo, da če bom zdravnica, bom vseeno lahko pisala, da naj kar grem na medicino in to je to. In tako so bila zmenjena in jaz dejansko uresničujem, rečemo, njegov nasvet, končati medicino, pa kaj napisati. Saj to se mi zdi, da tudi, ko dobim kakšna vprašanja, kako si se izbral za študij, tako vedno rečem, kot zdravnik lahko še vedno ob strani pišem kot
recimo književnik ali pisatelj, ne morem biti ob strani zdravnik, tako da v drugo smer ne gre. Ja, včeraj je bil čudovit dogodek Ars Hippokratis, kjer so nastopali zdravniki glasbeniki, ne, in to je tudi taka odlična kombinacija. Sicer ona dva sta predvsem glasbenika, zdravnika samo po diplomi, ampak vendarle ta kombinacija medicina in umetnost je kar pogosta in zato sem tudi vesela, da lahko v okviru Slovenskega zdravniškega društva prirejamo te večere Ars Hippokratis. Res je, se mi zdi, kako sem enkrat gledal, kateri poklic so ljudje, ki največ teh blockbuster, bestseller, se pravi nekih knjig, ki se prodajajo v milijonih izvodov, in mislim, da so zdravniški poklic je pravnik, pa ravno novinari nekakšni, ki pišejo že celo življenje za časnike in potem napišejo kakšne kriminalke, trilerje, ampak nekako to so te profili, ki blazno ustvarjajo, ampak se mi zdi, da ni naključje, da smo zdravniki tudi ustvarjalni. Konec koncev, po eni strani naša služba ne dovoli preveč ustvarjanja, ker moraš slediti nekim smernicam, ampak delaš pa ves čas z ljudmi in ljudje so zgodbe, vsaj meni se to zdi. Ja, no, to je pa tudi moja odločitev za psihiatrijo. Delati z ljudmi, poslušati njihove zgodbe in iskati rešitve skupaj z njimi. No. Tako sem zašla na psihiatrijo. Sem pa predhodno upravila 3 leta, takrat se je reklo splošne medicine, ker je bil tak zakon. Nisi dobil specializacije, dokler nisi tega, kako bi rekla, te zahteve države, to je bil zakon, ne? Dokler nisi tega izpolnil, nisi mogel sploh kandidirati za specializacijo. Pa si delal v bistvu kot družinski zdravnik ali kot pripravnik, si sploh ne predstavljal? Izraza družinski zdravnik sploh nismo poznali. To je bila splošna medicina, mi smo bili splošni zdravniki, bilo je nekaj mesečno pripravništvo, se ni imenovalo sekundariat, in takrat smo se, če smo se kaj naučili, smo se naučili. Večinoma smo pa takrat, ko je bilo res hudo pomanjkanje zdravnikov, leta 1979 bili kar vrženi v samostojno delo s formalnim kritjem starejšega kolega. Ne. Tako sem začela. Tako da imam izkušnjo iz splošne medicine in potem izkušnjo iz specializacije v Vojniku. Takrat je tam bila nevropsihiatrija in potem sem prišla na kliniko. Tako da ta moja pot je bila ves čas malo vijugasta, ampak končno sem to profesionalno zdravniško pot zaključila na kliniki v Ljubljani. Na psihiatrični. Tako. Ja. Imate pa tudi izkušnjo z nekako organizacijskim delom naših služb, bili ste predsednica zdravniške zbornice, pa me zdaj zanima, se mi je porodilo vprašanje, ko se to pogovarjava, a se vam zdi ta princip dober, da bi morda mogli celo nazaj na to, da smo zdravniki po diplomi vsaj nekaj časa v splošni ambulanti, čeprav zdaj je to seveda subspecializacija družinske medicine, vemo, da jih manjka. A mislite, da je mogoče nek možnost, da bi to obudili spet, ali bi bilo preveč upora? Mislim, da bi bilo preveč upora. Ne? Zdaj je družinska medicina postala tako rekoč lastna stroka s vsemi pritiklinami in če bi to negirali, bi bil seveda upor strani teh, ki vodijo ta predmet. Je pa seveda vprašanje, ali bi zdravniki po diplomi sploh bili dovolj usposobljeni, da delajo samostojno. Se zdaj poznamo ta inštitut sobnega zdravnika, ki dela tudi po ambulantah, se pravi zunaj bolnišnic, ampak to so vendarle mladi kolegi, kolegice, ki imajo ves čas nekega mentorja, na katerega se lahko kadarkoli obrnejo. Samostojno delo, kot smo mi bili izpostavljeni takrat, pa mislim, da ni več uresničljivo. Mislim, da je celo težko razložiti nekomu, ki ni v stroki, to, da študiraš 6 let, dobiš naziv doktor medicine, narediš vse izpite in potem nisi sposoben recimo iti v ambulanto in sam delati, in to šele ko doživiš, ko začneš delati sam, ko vidiš, koliko pomenijo izkušnje in kilometrina in koliko je podatkov, ki jih enostavno, se pravi, subspecializacije celo, ne samo, da si kirurg za levo roko, zdaj karikiram, se pravi, to, kako imamo že znotraj specializacije, specialiste in kako zelo važno je, da imaš nekoga, ki ima izkušnje, ki ni samo načitan.
Ja, in kako važno je, da imaš končno tudi nekega osebnega zdravnika, ki pa ima pregled nad celotno medicino in ki te potem usmeri do teh specialistov, kolikor sam ne more pozdraviti težave, s katero prideš do njega. Ja, in ravno zato je meni tako težko gledati te krize v družinski medicini in tako zelo upam, da se to ureja in uredi, ker jaz vidim kot zdravnik v kliničnem centru, kakšna razlika je, če ima nek bolnik, nek pacient, če ima dober dostop do primarnega zdravja in do zdravstva in zdravnika, ki ima čas, ki ima možnost narediti kontrolne izvide, ki ga lahko pokliče, pa tisti, ki rečejo, ja, se bi šel na kontrolo, ampak doktorica dela enkrat na teden, ne pridem zraven in tako naprej. Ta shema oziroma ideja družinskega zdravnika, ki ima čez vas, vašo družino, pozna obremenitve družinske, dedne, vse, to je ena stvar, kateri moramo stremeti, se mi zdi, kot sistem do konca in se boriti za obstoj tega. Ker res se mi zdi, ko deluje, je super. Ne? Ja, se strinjam. Veste, kaj me še zanima? Kot psihiatrinja ste se ukvarjala veliko tudi z odvisnostjo od alkohola. Ste avtorica številnih poljudnih, strokovnih prispevkov ravno na temo alkoholizma. Zdaj, ko tole snemamo in če gledate podcast v realnem času, ravno poteka akcija 40 dni brez alkohola. Akcija poteka vsako leto, letos sem se tudi jaz pridružil kot ambasador. Pa me zanima, mogoče preden greva na to temo, ki je danes osrednja in o kateri vas želim podrobneje izprašati, kognitivni upad, demenca, ker je vendarle tudi povezano, alkohol s tem, kar bova govorila. Kako vi gledate na to vprašanje alkohola v slovenski družbi in ali imamo kakšne pozitivne trende že? Ja, to je, bom rekla, usidano v našo kulturo, celo tehnični izraz obstaja, wet cultures, pravi, mi smo tako imenovana mokra kultura, kjer je alkohol oziroma alkoholne pijače so lahko dostopne in toleranca do posledic pitja zelo visoka. To je značilno. Ne? In to pri nas dejansko velja. In tudi ko sem začela s svojim zdravniškim delom, je stvar bila podobna. Torej, ta odnos družbe do alkohola se zelo, zelo počasi spreminja. Ne? Mogoče malo bolj zdaj med mladimi, tukaj se nakazujejo neki trendi, da bi naj vsaj, bom rekla, manj neodgovorno pili, tako da ne sedajo za volan pod vplivom alkohola, recimo, pa ne opravljajo nekega dela pod vplivom alkohola. To je nedvomno izboljšava, ampak v splošno gledano je pa še vedno ta dostopnost alkohola tista, ki narekuje porabo v družbi. In to, kar je druga stvar, s katero sem se pa tudi ukvarjala s svojo poklicno kariero, je pa, kako medicina dojema alkohol. Ne? To me pa zelo skrbi. Ne? Ves čas, kar sem jaz bila na tem področju, poteka nek lobistični boj, da bi prikazali alkoholne pijače kot nekaj, kar je zdravo koristnega, kar je skoraj da nujno vključiti v nek jedilnik, ne? Pa študije kažejo, da temu ni tako. Ne? Da torej težave, ki jih alkohol povzroča, pač naraščajo premo sorazmerno. In vse tiste krivolje U in J in kar je, so metodološko seveda kasneje bile dokazano nepravilno uporabljene in velja, da pač nekdo, ki ne uživa alkohola, naj ga nikar ne začne zaradi koristi za zdravje in tisti, ki ga uživa, naj absolutno preneha, ko je star 65 let. Kajti to bova kasneje tudi omenila, alkohol je eden od dejavnikov tveganja za nastanek demence in velja zelo premisliti, ali po 65. letu še uživati alkohol, posebno v nekem redni obliki, tudi če je v obroku, ampak če je to redno vsak dan, ne more biti koristno. To govorite o tisti ideji, o kateri sem tudi jaz razmišljal in bral že v srednji šoli, da en kozarec rdečega za mediteransko prehrano in potem za zdravje, ampak to se mi zdi, da je že mislim, zagotovo, ko sem bil jaz na fakulteti, pa je zdaj to že nekaj časa, so nas že učili, da v bistvu manj je boljše kot veliko in nič je boljše kot malo, se pravi, to zagotovo, ja, kot stroka, ne verjamem več temu, seveda pa neko verjetje, ki se ponavlja
v družini in v družbi je težko premakniti in se vemo v naši družbi, kako je tudi, pa imaš žganje za proti prehladu, pa za razkužiti, pa za ne vem kaj vse, za zobe, če te boli zob, pa ne, ti mamica malo natoč, pa tako, pa ko smo bili mi mladi, smo to pili, pa smo zdaj v redu, pa nekako to, kot ste rekli, ne, če se mlada generacija premika, je to najbolj optimistična napoved, ki jo imamo. Ja. Ker pomeni, da bo prišlo do premika tudi s časom. Ne? Ja, dejansko je tako in tudi obstajajo dejansko že zabave brez alkohola, kar se mi zdi še dodatno zanimivo in za mlade, ki ne pijejo, ena dobra oblika druženja. No? Ja. Posebej pa bi rada pohvalila to akcijo 40 dni brez alkohola in to, da ste vi ambasadori, je naravnost odlično. Ljudje vas poznajo. Ja, zdaj seveda upate lahko predvsem na vpliv na to slednjo generacijo, ki bere knjige in ki berejo množično tudi vaše knjige. Ne? Zdaj, za mlade je pa seveda pomembno še število, mislim, več drugih ukrepov in okolje, v katerem živijo in se zabavajo. Zagotovo upam, da bo to imelo nek učinek. Omenila sva že vpliv alkohola na demenco. Seveda to je nekaj, o čemer bi se danes pogovarjal. Ampak če začneva, ta termin demenca je taka težka beseda in marsikomu je celo neprijetno, že ko se omeni. Marsikdo ne razume, kaj to je. Ampak če začneva z neko bolj splošno besedno zvezo, se pravi nek kognitivni upad. Ne vem, moja babi je vedno, ko je zamešala kakšno ime ali pa ključe dala nekam še v času, ko je bila polno funkcionalna, je vedno rekla, se sem čist čorava. Se pravi, kognitivni upad, kaj je to, a je to lahko reverzibilno? V bistvu, mene že ta besedna zveza malo straši, tudi zato, ker v bistvu vse, kar mi je v življenju najlepše, povezujem s polnim dojemanjem, s polno zavestjo, branje, odnosi, družina, ljubezen, ne vem, gledanje filmov, razmišljanje, pisanje. Kaj je torej zdaj ta kognitivni upad? Ja, zdaj, ko smo mi študirali, seveda o demenciji nas ni noben poučeval na ta način, kot govorimo zdaj. Torej, moja generacija in še nekaj generacij za njo, nekako demence nismo dojemali kot nek resen, celo družbeni problem. In tudi nismo poznali dinamike, ki se razvije v družini, kjer je bolnik z demenco. Tako da mogoče to prihaja v ospredje zadnjih 20 let in bodo ti mlajši zdravniki že kaj več vedeli o demenciji. Zdaj, sam izraz je približno tako, kot je vročina ali pa temperatura. Ne? Nam opiše neko spremembo pri človeku, za katero pa ne vemo, dokler ne naredimo preiskav, odkot izvira, kaj se bo zgodilo. Torej, demenca se uporablja, bom rekel, celo morda preveč na splošno. In tudi v medicinski klasifikaciji poskušajo malo odriniti na stran in so to pač neurokognitivne motnje, tako je zdaj izraz v zadnji klasifikaciji, ki nam pa seveda pove približno enako kot ta prvi izraz. Se pravi, nekaj se v možganih dogaja, nekaj, kar vpliva na človekovo sposobnost odločanja, razmišljanja, sprejemanja odločitev, spomina, koncentracije. Skratka, to, kar šteje v skupino kognitivnih sposobnosti, to je nekako pri demenci prizadeto. Odvisno pa od vrste demence, kateri znak bo najbolj izražen, kateri se bo najprej pojavil in takoj prijemo do tega, a je to lahko reverzibilno. Jaz rada v šali rečem, edina demenca, ki je reverzibilna, ker sem tudi sama doživela, je alkoholna demenca. Torej, če je oseba, ki je dobila znake demence zaradi pretiranega uživanja alkohola, bo z abstinenco in z ustrezno prehrano in vitamini dejansko čez nekaj mesecev prišla nazaj, torej na stanje, kot je bilo pred demenco. Pri drugih demencah, nažalost je teh bolj malo, tam 10-15%, je mogoče z ugotovitvijo nekega vzroka tudi ta vzrok odpraviti in potem ta znaki demence izginejo. Večina je pa nažalost takih, da znaki napredujejo. Tako da se zdaj vse moči ali pa vsi
načrti pravzaprav slonijo na zdravilih, ki prihajajo in ki naj bi demenco, predvsem oziroma edino Alzheimerjevo, tudi pozdravili. Meni je knjiga, ki je izšla, a je bilo lani, Kje so moji ključi? Ja, Se pravi, knjiga, lani Kje so junija. moji ključi, ki je izšla lani, sem jo prebral, zdaj v bistvu, čim smo se začela pogovarjati, da bova spregovorila tudi tukaj in mi je bila izjemno všeč. Branje sicer je bilo mestoma zelo težko in sem se celo, zgodb je več, to je zbirka zgodb, avtorjev je več, zgodbe so različne, ene so bolj zabavne, druge so seveda manj zabavne in praktično težke. Branje je težko, ampak kar se mi zdi odlično pri tej knjigi, je to, kar ste rekli, se pravi, demenca morda je kot vročina nek sindrom, indikator nečesa, ampak je tako sistemska, večplastna bolezen, ki prizadene tako širok. Ne, človek z demenco v tem ni sam, ponavadi, če nima res nikogar. In večino teh zgodb in večino situacij, ki so v knjigi, sem v tej ali drugi obliki doživel v bistvu med pripravništvom, med delom, na urgenci. In tukaj skoraj bolj, sem v teh situacijah, so se mi skoraj bolj smilili svojci, ki so nekako bili vrženi v to, ker včasih tudi se ti zdi, da ta človek ima napredovalo demenco, vse ne veš niti, kaj on doživlja in razmišlja, medtem ko nekdo, to je ta situacija, ki se ljudje ne zavedamo in ne zavedajo in nismo pripravljeni seveda in toplo priporočamo vsakemu, da to knjigo prebere, ker lahko se zgodi, da imaš ti neko življenje, ki je urejeno, ki teče, imaš službo, otroke, imaš stare starše od otrok, svoje starše, ki jih obiskujemo in potem na neki točki se nekaj zgodi, in to so lahko take subtilne zadeve, se morda začneva tako, kaj so lahko neki zgodni znaki, da se razvija demenca. Recimo, da opažam pri svojemu očetu kar naenkrat neke zadeve, kaj je tisto, kar me mora dregniti, da bi morda ga peljal na pregled? Ja, pravzaprav je ta človek, recimo, da je vaš oče, verjetno že pri sebi zaznal, da je nekaj narobe. Ampak v začetni fazi te neurokognitivne motnje ljudje to skrivajo. Podobno kot pri odvisnosti od alkohola. Ko še nekako obvladujejo situacijo, to skrivajo. Kasneje pa, ko je bolezen že bolj razvita, pa tajijo, skratka, se poskušajo izmakniti tudi pogovorov o tem in seveda tudi izmakniti obisko pri zdravniku. Zdaj, ko ste omenili knjigo, mimogrede v Delu objavljajo podlistek, tako da tisti, ki še niso odločeni, ali bi jo brali ali ne, lahko sledijo, ne vem, koliko nadaljevanj bo, ampak v Delu, v podlistku. Mi smo se s knjigo trudili prikazati demenco celostno. In kjer smo želeli, da se naučimo demenco po znakih, ki jih pač, če greš na izpit na medicini, moraš najbrž znati našteti od 1 do 10, pa mogoče še tistih 14 dejavnikov tveganja. Ampak s tem ne pridobiš znanja o demenci. Znanje o demenci moraš pridobiti dejansko skozi zgodbe. In s tem se ukvarja narativna medicina in ta narativna medicina je nekaj, kar mene vleče že več kot 10 let, o tem sem tudi že nekaj pisala in narativna medicina je točno to, kar ta knjiga prinaša. Učiti se o demenci skozi zgodbe. In te zgodbe seveda so takšne, kot je bolezen. Zato jo mi lahko začutimo. Se pravi, so težke, so neprijetne, so pa tudi prijazne pa vesele. Tudi to smo hoteli pokazati. Torej, demenca je vse in jaz sem prav vesela. Malo po izidu je profesor Pirtošek rekel, da je knjiga postala hit med študenti medicine. Zanimivo, super. Pred kratkim pa sem izvedela, da so ob podelitvi licenc zdravnikom tudi kot darilo dobili to knjigo. In jaz mislim, da je to bila ena boljših potez, kar se tiče poznavanja demence med zdravništvom. Tudi, če jo ne bodo sami prebrali, jo bodo pač nekomu dali, pa rekli, da poglej si to. Torej,
naučiti se demenco po znakih, 1, 2, 3, spomin, odločanje, pozabljanje, zalaganje, rečemo psihotični znaki, kot so halucinacije ali pa preganjavica, vse to se lahko naučimo. Ampak kako to v resnici v življenju zgleda, kako mi to opazimo, to se pa da naučiti samo v živo ob opazovanju teh družin oziroma skozi zgodbe, ki to dogajanje opisujejo. Iskreno je tudi prijetneje se učiti, tako se mi zdi po zgodbah, kot da se na pamet nekaj učiš. In to, kot sem rekel, pač jaz imam izkušnjo dejansko, še preden je ta knjiga nastala, iz dela, ker srečaš te zgodbe in poslušaš te zgodbe. Ampak seveda ne delajo vsi kot zdravniki. Se pravi, vprašal sem pa zaradi zgodne znake zato, ker se mi zdi, da so tudi krasno prikazani in so nekateri vzorci, ki se ponavljajo. Recimo moja tašča je odlična družinska zdravnica in ona je rekla, da je eden najbolj zgodnih znakov demence, recimo, da neka pacientka, ki hodi k njej že leta, vrsto let, gospa, vedno urejena, kar naenkrat pride z nekim zanemarjenim videzom, recimo popacana. Ne vem, strgani majici ali pa od hrane okoli usta. To ni več zgodni znak demence. To je že nek opozorilni. Je že opozorilni znak, ki bi ga recimo bližnji že lahko opazili. In se mi zdi zelo dobro, da zdravnik to opazi. In da to tudi zabeleži. Zdaj, seveda, komunikacija z osebo z demenco, ki ima že take, rečemo, zunanje znake na obliki, je zelo občutljiva stvar. In zdaj, kaj reči, se danes popacala, ali pa 2 dnevoma, ali kakorkoli, ni smiselno. Smiselno je pa to zabeležiti v karton in vprašati, ali ima kakšne težave glede spomina, mogoče tako neopazno preveriti par stvari, kot je datum pa orientacija, in povabiti osebo, da dejansko preizkusi ta spomin z nekim preprostim enostavnim testom. Torej, to je tisti signal, ki naj zdravnika opozori, da se nekaj dogaja. Prvi znaki so pa dosti bolj subtilni in ponavadi segajo od takega opažanja sigurno 2, 3 ali pa še več let v preteklost. In teh znakov pa zdravnik običajno ne opazi, opazijo pa svojci. Ja, tako. In tudi najbrž, če takega bolnika zdravnik odkrije, je ena prvih korakov vključiti svojca, seveda, da bo sploh lahko nekdo sledil navodilom potem in diagnostiki in pač pomagal tej osebi. Spet smo pri sporazumevanju, namreč kako zdaj tega pacienta, pri katerem ste opazili znake demence, prepričati, da bo prihodnjič prišel z nekom od bližnjih. Ta bližnji, ki mu je rekel že pred pol leta, pred 1 letom, pek zdravniku, rekel, pust me, tako, zdaj pa naj tega seboj pripelje. Tako da je to kar težko in jaz kar nekaj upanja polagam v delo skupnostne psihiatrije, kjer je možnost dana, da gredo s timom, se pravi zdravnik, pa mogoče socialni delavec, pa diplomirana medicinska sestra, na obisk tej družini. In tam se pogovorijo, bom rekel, v neformalnem ozračju in se tam v bistvu dobi veliko več informacij o znakih bolezni. A to že obstaja pri nas? Ja, to že obstaja. To že obstaja. Ti centri delujejo organizacijsko pod okriljem NIJZ, to so centri za duševno zdravje odraslih, in imajo time, ki imajo prav to možnost, da hodijo na dom, če se pokaže potreba, da gredo. Ker to v resnici, kdo bo rekel mogoče, pa zakaj se to ni taka urgenca kot, ne vem, rak, infarkt, da bi mogel na dom hoditi, ampak taka oseba se usede v avto, taka oseba se odpelje, ali pa ko grejo svojci od doma, prižge štedilnik in gre v drugo sobo in mislim, to so lahko hude posledice in tej osebi in okolici. To je lahko zelo nevarna, neprepoznana in brez pravilnega ukrepanja. Ja, v glavnem so 3 vrste, če rečemo, urgence. Ena je ta, da človek odtava od doma in se izgubi, kar je nevarno, posebno po zimi, v končni fazi lahko zmrzne. To je ta prvi tak urgentni znak, da je treba nekaj narediti. Drugo je, če oseba, pri kateri so ti znaki že izraženi, sede za volan in se pelje,
Mi smo imeli resnične zgodbe, da so se ljudje peljali par 100 kilometrov daleč, ker je bilo pač benzina, in so potem poklicali svoje bližnje in seveda niso vedeli, kje so. Ne. En gospod se je na avtocesti ob Blatnem jezeru na Madžarskem ustavil, ker je zmanjkalo benzina. Ne. Je prevozil pač vse meje, ker nikjer niso ustavljali, ne, in se je do tja pripeljal. No, tretja taka možnost, ki je pa tudi povezana z urgenco, je pa nasilno vedenje. Ne? Namreč o tem ne govorimo radi, v knjigi je nekaj primerov opisanih, ampak dejansko takrat je to urgenca. Ne? Zgodi se, da oseba z demenco ne prepozna svojih bližnjih, niti svoje žene, ki živijo z njim. Prepričan, da je v hiši nek tujec, tega tujca skuša izgnati in od tega tujca ali pa tujke je tudi nasilen in to je pa zadeva, ko je treba poklicati policijo. In večkrat me tudi na predstavitvah knjige vprašajo, pa vi mislite, da je treba poklicati policijo? Ja, seveda, to gre za varnost vseh, tako vas, ki ste ogroženi, kot osebe, ki izvaja nasilje. Treba mu je pomagati, predvsem pa treba onemogočiti nasilno vedenje. In če ne gre drugače, je policija prava izbira. Absolutno. In tukaj eno vprašanje, ki bi ga imel mogoče, ali imajo te osebe mesto, ne? Če pridejo neke take urgence, vsi vemo, če bo nekdo imel infarkt, bo prišel rešilec, ga bo peljal na kardiologijo, kaj se zgodi pa, pride policija, nekako, kaj naredijo s tem, ali v zapor peljejo? Ne, to je seveda bolnik in skupaj s policijo pride tudi reševalno vozilo in takega človeka odpelje običajno v psihiatrično bolnišnico. Če gre za neko vedenjsko motnjo povezano z demenco, je to pravi naslov, psihiatrija. Prej ste, kar povejte, tam pol ugotovijo, najprej pač poskušajo osebo pomiriti, običajno zdravili, potem pa ugotovijo tudi, če gre za demenco, lahko je pa tudi, veste, deliri tudi z nečim drugim pogojen. Seveda, ja. In je to praktično enaka indikacija. Ne? Ja, pač treba je razčistiti. Ja. Prej ste omenili eno stvar, pa bi rad, da še to vprašam, da ne bom slučajno pozabil, ko ste govorili o učenju na medicinski fakulteti o demenci, pa da bi mogel študent tudi vedeti dejavnike tveganja, no to me zelo zanima, tudi verjetno marsikaterega poslušalca. Dejavnike tveganja za nastanek demence, kako si lahko, mogoče na katere lahko sami vplivamo? Ja, zdaj na večino lahko vplivamo. Ne? To je pa dobra novica. Ja, ampak teh dejavnikov je lani bilo 14, vsako leto dodajo še kakšnega. Ne? In preprosto rečeno, kar je dobro za srce in ožilje, je dobro tudi, kar se tiče demence. To se pravi, vse te zvišan krvni pritisk, sladkorno bolezen, lipide in vse, kar je tega somatskega, lahko priključimo tudi v dejavnike tveganja oziroma če jih imamo pod nadzorom, se tveganje zmanjša. No, potem imamo pa še nekatere, ki so malo bolj specifični. Recimo slab vid, to ljudje najprej ne razumejo dobro, ampak dejansko je slab vid en tak pomemben dejavnik, še bolj pomemben je pa slab sluh. In zato jaz vedno poudarjam, če opažate težave s sluhom, čim prej si nabavite slušni aparat. Zakaj? Zato, ker se boste lažje navadili na njega. Kajti, ko je človek že zelo oglušel, ga bo slušni aparat še bolj motil in to ne pride v poštev. Torej, ta zgodba je precej drugačna v primeru sluha in demence in ta, bom rekla, handicap, ta ovira, ljudi izloča iz družbe in vemo pa, da je en od pomembnih dejavnikov, za katerega moramo skrbeti, pa druženje. Namreč ugotovili so, da ljudje, ki se ne družijo, ki živijo sami, ne po svoji volji sami, da so ti veliko bolj ogroženi za demenco. Torej, pri demenci se poleg teh, bom rekla, somatskih dejavnikov vključujejo tudi ti, ki so bolj družbeno pogojeni. To je pa zanimivo sporočilo. Jaz imam v svoji drugi knjigi eno študijo, citiram, ki so dokazovali ravno to, da socialna izolacija, če gledaš potem celokupno smrtnost, all cause mortality, celo bolj krni oziroma bolj nevarna za preživetje kot debelost, prekomerna telesna teža. Kako je to noro? Kot ste rekli, ni somatska, ni telesna zadeva,
Ampak pomanjkanje stikov, ne? Pomanjkanje stikov. Izoliranje. S tem pomeni manj stimulusov za možgansko aktivnost in seveda to pol vodi še večjo osamljenost in še manj stikov in potem se začnejo pojavljati pa znaki demence. Substance, omenila svoj alkohol, a je še kaj takega, kar... Ja, pri substancah tudi kajenje seveda, ampak to sva rekla isto zaradi žilnih najbrž, ne? Ja, tako. En pomemben dejavnik, predvsem pri zgodnjih oblikah demence, je stres. To je vedno bolj jasna povezava in še en dejavnik, ki pa ga vsi po malem užijemo, čeprav ga ne bi radi, je pa onesnaženo okolje. Tudi onesnaženo okolje, bodi si zrak, zemlja, voda, notranje okolje, je tudi prepoznan dejavnik tveganja za nastanek demence. Kaj pa je obratno? Se pravi, obstaja kakšna neuroprotektivna vedenje, ne? Rekli ste stimulacije možganov, ne pogovor, zagotovo tu lahko zraven še kaj dava. Ja, neuroprotektivno je na vsak način gibanje. Gibanje, ne, se pravi, pomanjkanje gibanja je spet dejavnik tveganja, ampak gibanje je tisto, ki lahko zmanjša pa upočasni razvoj demence. Zato smo tudi v Arboretumu Volčji potok, kjer jaz zdaj svoje upokojenske rečemo ambicije uresničujem, smo pripravili eno pot, doživljajsko pot za spomin, kjer smo pripravili eno sprehajalno pot z različnimi točkami, ob katerih se ljudje lahko ustavijo, se pogovorijo. Predvsem pa jih navajamo, da se družijo in da prihajajo in se gibajo, ne. Pot sama ni prav dolga, smo tam nekje na 1000 metrov zastavili, je pa taka, da se jo je lahko priučiti. Torej tudi nekdo, ki ima že težave s spominom pa z orientacijo, se to pot lahko nauči hoditi in jo lahko tudi samostojno prehodi. Imamo pa tudi spremljevalce usposobljene, ki lahko te ljudi spremljajo. Torej hoja, včasih rečemo koraki, ne, to je bistvena stvar, ki lahko izboljša stanje oziroma zmanjša tveganje ali pa upočasni nastanek demence. To je ena stvar. Drugo je seveda pa vse tisto, kar smo omenili, življenje v čistem zraku, izogibanje stresu, koliko se pač to da v našem življenju še narediti. Nekateri opisujejo tudi neke pozitivne učinke glede spremembe prehrane, jasno, če opustimo škodljivo hrano, je to dobro. Niso pa še uspeli potrditi take neposredne povezave med določeno vrsto hrane in koristnostjo pri demenci, čeprav se omenjajo, recimo omenjajo se orehi, kot tisti, ki bi naj bili. Orehi. Ne oreški, ampak orehi. A vemo, zakaj? Kakšna snov specifična? Ja, pa jaz ne znam ponoviti tega, ampak je, ja. Zanimivo, tako orehi. Ja, sam vem, da so zelo kalorični. So zelo kalorični, tudi obliko imajo, malo kaj spominja na možgane. Aha, mogoče pa je to, ja. Ja. No, pa nekaj časa so zelo priporočali tudi kurkumin, ne, ki pa je spet malo prešljiv zaradi sporednih bolezni. Treba pač vprašati zdravnika, ali se ga lahko jemlje, no. Te dve snovi dejansko imata nek pozitiven vpliv. Ne bomo pa rekli, da zdaj poje pol kile orehov na teden, ne bomo rekli na dan, pa ne bo žubo demence, to ne, ampak išče se pač te protektivne faktorje. Pri tem pa moram zelo jasno povedati, da alkohol, tudi če ima resveratrol, pa je tisti čist brez veze, alkohol ne more biti zaščitni dejavnik pri demenci, lahko je samo tisti, ki demenco dejansko pospešuje. Zdaj, jaz nestrpno čakam, da boste omenili moč branja, reševanja križank, da je treba namesto pred televizijo sesti za dobro knjigo. Ja, bom rekla, dokler ni znakov demence, je seveda to vse fajn. Tistega prvega navdušenja, da reševanje križank pomaga, pa odžene demenco, ne moremo več deliti. To dejansko ne preživi, ne. Bolj se nagibamo k dejavnostim, ki dejansko spodbujajo k učenju novih stvari, učenje tujih jezikov ali pa nekih drugih iger, ne. Bolj kot reševanje križank, pa teh individualnih vaj priporočamo družabne igre. Družabne igre
igre, ki so lahko tudi, bom rekla, zanimive, tudi lahko zapletene, hkrati pa omogočajo druženje in to socialno interakcijo, ne. Tako da smo mi zelo na strani teh družabnih To iger. sem pa zelo vesel, Ja. ker sem velik oboževalec od neke vrste zbiratelj družabnih iger in eden tistih, ki je kot odrasel človek z otroci zdaj odgovorno umaknil ta hobi na stran, no zdaj imam pa, ne bom rekel izgovor, ampak nekako spodbudo, da ga vendarle ne umaknem povsem. Govorimo o družabnih igrah in v naši kamniški knjižnici imajo na otroškem oddelku eno kar veliko polico z družabnimi igrami. No? In zanimivo, tam so kvizi, so neke taktične igre, neke uganke, tako. To je nekaj, kar te prisili, da razmišljaš, da treniraš svoje možgane. In zanimivo je, ne, šah tudi, spada sem zraven. In zanimivo je, da je šah tudi en od tistih pokazateljev, da se demenca začenja. Ne. To boste tudi v eni od zgodb v knjigi lahko prebrali. Sem prebral, točno spomnim to zgodbo. Ja, no. Dejansko, ko dedi ali pa babi neha igrati šah, ne, se moramo vprašati, zakaj se je to zgodilo. Če je več let imel rad, ne. Ja. To je tisti subtilni znak, ko še ni pozabljanja, ko še ni izgubljanja, ko še ni težav pri odločanju. Šah zahteva dejansko, da smo zraven pri igri. Zdaj, branje je krasna stvar. In seveda jaz rada berem in to svojo ljubezen do branja tudi širim. Je pa seveda branje knjig, kot je ta, kjer so moji ključi pri demenci, pravzaprav malo problematična. Ne? Večkrat slišimo na teh predstavitvah, ja, pa sem ji kupil to knjigo, pa noče brati. Ne? Razumljivo, te knjige ne more brati oseba z demenco, to knjigo morajo brati bližnji in se o teh zgodbah pa lahko pogovarjajo. Ne? Namreč zgodba, ki jo bodisi težko razume, ali se je pa tako prestraši, da odcrpne in ne more razmišljati. Torej, branje knjig o demenci je zelo priporočljivo, če se bere v družini in če se o teh zgodbah pogovarjajo. Ena krasna mladinska knjiga je Spomin na drevo, se imenuje. Ena katalonska pisateljica je napisala knjigo o dedku in vnuku in to, kako počasi prihaja demenca v družino, kaj vse se spremeni. Ampak to na tak subtilen, nežen način, da je vsakemu jasno, pa še to je, da ima knjiga dosti velike črke, pa res lahko si beremo. Aha, celo ja. To so pomislili. No, seveda, tudi pri tej knjigi, ko jo imamo zdaj v mislih, je pomembno, da so črke dovolj velike, da jih lahko tudi starejši ljudje brez težav berejo. Ne. Knjige, ki imajo drobne črke, so težje dosegljive. No. Hitreje jih se uči, se pravzaprav utrudijo in jih hitreje odložiš. Ena od morda sedaj novih področji, ki se še raziskujejo, jaz sem velik oboževalec čuječnosti, tudi v kontekstu skrbi za duševno zdravje, notranji mir, stres. Eno raziskavo citiram v svoji knjigi iz leta 2021, ki je povezovala v bistvu prakso čuječnosti z nižjim tveganjem za Alzheimerjevo specifično demenco in takrat so avtorji v bistvu špekulirali, da je ta akt metapozornosti, se pravi, da jaz vem, kje je moja pozornost, s čimer se čuječnost ukvarja. A je zdaj na dihanju, a je na vas, a je na jutrišnjem dnevu. To, da ti si pozoren na svojo pozornost, da je to tako visoka kognitivna funkcija, kot ste rekli, kot druženje, kot interagiranje, da nekako lahko vpliva, spet ni to tako, kot sva rekla, ne, da če boš meditiral, pa jedu orehe, pa zdaj ne boš nikoli zbolel. Ampak da je tudi tu nek vpliv, ker to so seveda prakse, ki niso prej bile poznane. Ne. John Kabat-Zinn je recimo iz zen budizma okoli leta 90, če le to na zahod pripeljal, se pravi, neki starostniki tega v otroštvu in mladosti niso imeli in se zdaj še le raziskuje, ampak zagotovo sem navdušeno spremljam to, kam se bo to razvilo. Tudi jaz spremljam in tudi nekako delim en del tega navdušenja. Je pa tako, da je pri demenci čuječnost, vaja čuječnosti, kakorkoli, pride upoštev res bolj v teh blagih kognitivnih motnjah, ko demenca še nima svoje moči. Namreč po eni strani je motnja pozornosti, tista, ki sva jo prej omenila, ne? Po drugi strani pa je vprašanje, ali lahko človek toliko časa, kot
se recimo zahteva, zdrži pri eni taki vaji. To je problem. Pač pa je našla človečnost ogromno uporabnost za svojce, za bližnje osebe, tudi za osebe, ki so formalni oskrbovalci v domovih, in o tem imamo pa zdaj že res cel grozd raziskav in tudi raziskujejo, na kak način to človečnost izvajati, a je dovolj, da se udeležiš seminarja, pa se naučiš, pa sam vadiš, ali je boljše, da se udeležuješ neke skupinske vadbe v živo ali tiste po spletu. Skratka, ja, človečnost, učenje in vaja človečnosti dobiva ogromen pomen v oskrbi oseb z demenco. Mogoče bi tukaj še par besed o njih. Še ena lekcija, ki sem si jo naučil med študijem družinske medicine, je bilo to, da kot družinski zdravnik, ko pride k tebi svojec in vnuk, in samo pride z listkom pa reče, babi, rab nove plenice, aspirin, ta recept, to, da v bistvu namesto to na hitro zrihtaš, da vprašaš, v redu, vse to bomo zrihtali, kaj pa potrebujete vi, kako ste vi, kako se počutite. Ljudje, ki skrbijo za človeka z demenco, imajo lahko hude stiske in obenem, ko vidijo njegovo stisko, človek, ki niti ne more več skrbeti zase, svoje seveda tlačijo, imajo skoraj slabo vest lahko, da bi sploh omenili, da se oni slabo počutijo, ker je seveda njegova težava toliko večja. Kako njih podpreti? Rekli ste zdaj zelo lepo, da obstajajo eni programi človečnosti, ampak kje recimo bi človek našel kaj takega? Mislite, tu pri nas v Sloveniji? Recimo, ja, kot svojec oziroma prvi korak. Ja, zdaj tu imamo spet dva problema. A bo svojec lahko na take programe hodil? Ne? Če je sam, ne? Če je sam skrbi, si bo težko vzel tudi 1 uro, pa če še damo potovanje zraven, sta to 2 uri, ali si ti 2 uri lahko vzame, ne? Obstaja tudi možnost nadaljavo, kjer pa po mojih lastnih izkušnjah tudi stvar deluje samo, če si najprej povezan s tem, ki izvaja, ki uči. Ne? Da bi se začel čist samo iz spleta, ne gre. Mora biti ta človeški stik prisoten, vsaj v začetku, v uvajanju, potem pa veš, kdo je tam, kdo govori, David govori in ga poznaš in ga začutiš. Ne? To je zelo pomembno. In tudi kakšen glas ima ta, ki govori. To so vse pomembni dejavniki. Zdaj pa, ali lahko svojci sami to dobijo? Kot rečeno, če si priskrbijo nekoga, ki bo poskrbel za to osebo, je to optimalna rešitev. Ne? Druga rešitev je, da pač grejo dejansko v en tečaj, teh tečajev je zdaj po Sloveniji kar veliko in se tam navežajo pač na neko osebo, ki te tečaje izvaja in se kasneje po spletu priključijo. Tako da vidim tukaj precej potencijala. Pri tem pa je še tisto, kar ste prej omenili, ti neformalni oskrbovalci, to so svojci, sosedje, premalokrat pomislijo nase. Ne? In to v končni posledici pomeni, da še oni zbolijo. Ne? Torej, mi jih moramo spodbujati, da poskrbijo zase, ampak če reče, gospa, vi morate malo poskrbeti zase, to tej osebi čist nič ne pomeni. Ne? Ta oseba rabi konkretna navodila, kako lahko poskrbi zase. Lahko poskrbi tako, da pridobi pomoč na domu, če ima denar, da jo plača, tih pomoči plačljivih je zdaj tudi kar precej že na voljo, da oskrbo na domu, ki jo čakamo, vsi težko nekako angažirajo. Drugače pa za te svojce dobra vključitev v spominčico. Jaz sem tu prinesla tudi to revijo od spominčice. Tukaj so tudi seminarji za svojce, enega začnemo marca spet, usposabljanje svojcev za to, kako preživeti posebej z demenco. Imajo tudi predavanja, tako imenovane Alzheimer kafeje, v spominčici so strokovni članki, tudi moji. Tukaj konkretno je poročilo iz Arboretuma Volčji potok, kjer smo odprli demenci prijazno točko. To so točke, kjer tako osebe z demenco kot njihovi bližnji lahko dobijo osnovne informacije, kam se lahko obrnejo po pomoč. Tako da vseh teh oblik pomoči je kar nekaj. Tudi ministrstvo z razpisi podpira takšne dejavnosti. Zdaj je trenutno odprt en razpis za inovativne prakse na področju demence, tako da družba se prebuja, išče rešitve, ampak za tiste, ki so
zdaj prizadeti, je to vse pomaknjeno v prihodnost in se morajo res zelo zanesti na to, kar praktično obstaja. Vi ste svoj čas delali tudi kot varuhinja človekovih pravic in me zdaj zanima iz tega konteksta svojca, ki mu zboli recimo oče in nenadoma, ne vem, sredi dneva ga kličejo sosedi, da je šel iz hiše, mora iz službe šibati do njega in tako naprej. Ali je za te ljudi poskrbljeno, ali lahko on dobi recimo odpoved delovnega razmerja zdaj, ker nenadoma, ne vem, zjutraj zamudi, kdaj gre domov, mora šibati in tako naprej. Kakšno je tukaj kot družba, ki se prebuja, ste rekli na srečo, hvala Bogu, kako je poskrbljeno čisto pravno formalno za ljudi in za njihove svojce? Tukaj trčimo še na en problem, namreč svojci dolgo časa prikrivajo, da je demenca v družini. In če v delovnem okolju ne vedo, da je ta problem doma, potem drugače ukrepajo, kot če bi vedeli, pospremiti je moral mamo, ne vem, v dnevni center ali nekaj takega, pa se mama ni dovolj hitro odzvala na pobude. Skratka, če če seveda narava dela takšna, če v službi povemo, da se bo to lahko kdaj zgodilo, bodo to razumeli. Da bi pa nekoga odpustili iz službe, zato ker je v neki urgentni situaciji šel ven, tega pa nisem slišala. Tako da upam, da se to dejansko ne dogaja. Je pa res nekaj drugega, ta dolgotrajne bolniške za tak primer pa ne morejo dobiti. To je pa pol problem in zaradi tega ljudje pol puščajo službo, da so lahko s tem svojim očetom, materjo. Ker niso oni bolni, ne morejo dobiti recimo za 3 mesece, medtem ko čaka dom. Tako je. Tu je pol največji problem in tukaj so tiste največje stiske, ki jih zelo težko premagujejo. Morda še vedno kdo ne razume popolnoma obsega tega bolezni in teh težav, čeprav se zdaj že nekaj časa pogovarjajo, pa je najbrž bolj jasno, ampak jaz sem si izpisal en segment, ki mi je krasno opisal, ker ljudje kdaj slišijo demenca, pa mislijo pozabljivost. Ojoj, mama ne bo vedela mojega imena. To bo pa res težko. In seveda bo, ampak spekter, tukaj pri teh zgodbah seveda vi potem ponudite te svoje komentarje in zanimivo, da sem si ravno tega izbral, ker ste govorili tudi o slušnih aparatih, ampak recimo, to je en tak udarni del, ga bom kar prebral. Pri naglušnosti, ki je pri njih pogosta, uporaba slušnega aparata skoraj da ne pride v poštev, če ga niso vajene odprej, te osebe namreč, dementne. Lahko ga občutijo kot tujek in si ga skušajo odstraniti, po drugi strani pa je za ravnanje z njim potrebne precej spretnosti. Tudi zobno protezo lahko občutijo kot tujek in jo odložijo na nenavadnih mestih. Jo celo skrijejo, da je ne bi videli več. Stalna spremljevalka oseb z demenco je tudi inkontinenca, zato je priporočljiva uporaba plenic, če tudi jih pacient sprva morda odklanja, včasih jih občutijo kot moteč tujek in jih sami skušajo odstranjevati. To je grozno en tistih delov, ki me je pretresel, iz večjih razlogov. Prvič, z vidika tega svojca, ki se skuša z mamo zdaj nekaj zmeniti, ona pa pulven tisti. In ne može niti razložiti, pa že tako se slabo razume. Ali pa pač lula po tleh dobesedno in ne može. In z vidika tega človeka, če se postavimo v njegovo, če se lahko, v njegovo telo, kako ti nekdo, ki ti nekaj, niti ga ne slišiš, ti daje stvari v telo, ki so zate tujki, kot da bi ti tlačil, da ne govorim na urgenco, potem pripeljajo tega ata z pljučnico, pa ga mi izvežemo, da mu pomagamo, pa mu damo urinski kateter, pa mu ne. Kakšen stres je to in kakšna bolezen, ki v bistvu ugrabi celoto tega človeka. Take slike so pomembne, ne da bi se zdaj bali, pa potem jokali doma, pa to, ampak da vemo, kaj obstaja in kaj lahko nekoč pride, mogoče ne, ali pa vsaj, da čutimo tudi mogoče stisko nekoga, ki se s tem spopada. Jaz bi na en moment rada opozorila, namreč postavitev diagnoze. Diagnozo mora vedno postaviti zdravnik. Je pa pomembno, zakaj? Zato, ker se v tistem obdobju ljudje, tako bolniki kot svojci, začnejo zavedati, da zdaj pa je to in zdaj moramo nekaj narediti. In takrat se začnejo počasi urejati stvari. Takrat vemo, da je treba poskrbeti, da oseba ne bo več vozila avtomobila.
to je spet poseben problem, da je treba razmišljati o tem, kdo bo prihajal na dom, kdo bo poskrbel, ne vem, za kosilo, za dobesedno varstvo te osebe. Skratka, da se ta dejavnost družine usmeri v iskanje rešitev, ne samo v to, kako bomo preprečevali, da se ne bo zgodilo nekaj. Ne? V resnici je to, kar ste prebrali, precej skrajna stvar. Ne? Večina ljudi vendarle živi dokaj dolgo v krogu družine, dostikrat tudi sami, ob skrbi pač neke zunanje pomoči, ampak to je ta skrajna stvar, ki pa nam kaj drugega v resnici ne ostane. Čeprav poznam nekaj ljudi, ki so za svoje osebe z demenco skrbeli doma praktično do zadnjega. Ne? Je pa pri teh ljudeh ena skupna značilnost ta, da so bili tudi prej v življenju zelo povezani, so se dobro razumeli. Zdaj govorim to o partnerskem odnosu, pa tudi odnos starši, otroci, ne? In je tam to nekako bilo zelo lepo speljano. Ne? Zdaj imamo dosti tudi teh informacij na spletu. Vem, da nekateri ne marajo Facebooka brati, ampak na Facebooku so zelo dobre spletne skupine, ki se dejansko vsak dan soočajo s problemi in ljudje z izkušnjo predlagajo rešitve. To se mi zdi ena najboljših uporab Facebooka, kar sem jih do zdaj zasledila, ker dejansko delajo samo to, kar koristi drugim. Ne? In to sem zelo vesela, te odgovore rada berem, aktivno se ne vpletam, ampak vidim, kako v bistvu narašča znanje med ljudmi, kako si znajo pomagati, kako bodrijo v končni fazi tudi svojce, posebno tiste, ki čakajo na sprejem v dom, pa se z občutki krivde, zakaj mora iti v dom, pa se bi lahko še ne moreš več. Enkrat pride do trenutka, ko ne moreš več. In tukaj bi še enkrat omenil tudi spominčico, ker se mi zdi, da sem velik ljubitelj teh društev, ki so v bistvu nek hibrid društvo bolnikov in strokovnjakov, ki se vpletajo, se obstaja en kup društva, za pljučno hipertenzijo, pa rakavih bolnikov. Teh društev obstaja. No, tako. In se mi zdi, da to res je vedno odlična stvar za te kronične bolezni, za progresivne bolezni, ker imaš ljudi z izkušnjo, ljudi, ki so šli čez to pot, ljudi, ki so na začetku te poti, potem neke strokovnjake in nisi sam, nimaš tega občutka izolacije. Jaz bom vendarle prebral še en drug segment iz knjige, da ne bom samo tega, ki je res tako zelo težek. Vmes so mi zelo všeč, ko je med zgodbami so tudi kakšni taki bolj humorni pa lahkotni segmenti in tam je bil zelo všeč, ko sem ga bral. Se je kratek. Lenart in Matija sedita na klopci dvorišča doma za upokojence. Nekaj časa sta tiho in gledata v smer bližnjega gozdička. Jesen gre k koncu zebeju, Marjan prvi vstane, opirajoč se na palico. Ti, Benjamin, dovolj imam, odpoved bom dal, ne bom več delal za trakom, čutim, da si zaslužim boljšo službo. Razum, popolnoma se strinjam s tabo. Če sem prišel na Storžič, bom pa tudi na Triglav zmogel. To je ena zanimiva kratkica, prav tako smo poimenovali. Te zgodbe so tudi na obarvanih straneh v knjigi. No in ta kratkica je posebej zanimiva, to na predstavitvah knjige, da vprašam, koliko ljudi tukaj nastopa. Ja. Koliko imen se v bistvu pojavi, ne? In kako poteka pogovor, ne? En mimo drugega. To je ena taka kratkica, ki nam razkrije en del demence na en način, ki ni, bom rekla, neprijazen ali pa kakorkoli ogrožajoč, ampak tako pač je. In če se ona dva ujameta in sedita na klopci in jo mine dan, kaj lepšega. To je tudi dodana vrednost knjige, se mi zdi, da je, ker predstavlja tudi ene primere zelo dobrih praks, ne, da morda, ko pristopi nekdo do te klopce iz doma, pa jih povabi na večerjo, da ne bo začel, pa da je nehiti, ker nisi Benjamin, a už nehu, ker nisi šel na Storžič, v domu si pa strsi, pa ne. Da v bistvu nekako dobra praksa, ki jo tudi beremo v tej knjigi, je, da nekako človeka pospremiš, ne, pa rečeš mogoče, ne vem, no še bomo povedali pa še večero, da bomo imeli za Triglav energijo, ne, pa tako, da nekako v tem njegovem svetu skušaš njega ne spravljati v stres, ker seveda, če ga boš začel prepričevati, da ni nič to, kar on misli res, to je
blazen stres, si predstavljam. To je stres tako za pacienta oziroma osebo z demenco, kot za tistega, ki na ta način pristopa. Ne. Zato tudi učimo oskrbovalce, tako poklicne kot laične oziroma neformalne, te, ki so doma, kako pristopiti in predvsem ne se kregati. In osnovna značilnost te komunikacije mora biti prijaznost. Mora biti prijaznost, ne iskanje resnice, ne uveljavljanje svoje prava, ampak prijaznost in slediti, tako kot se pri plesu sledi. En korak sem, en korak tja in na ta način se izognemo tem hudim psihičnim napetosti. To se je treba pač naučiti. Seveda tudi to vedno ne pomaga, ampak večini primerov pomaga in tudi dolgo časa pomaga. Ta prijazen odnos do osebe z demenco. Zdaj, ko se tako pogovarjava o tej knjigi in tudi potem, ko sem videl, kako pomembna se mi zdi vsebina, bi vas v bistvu vprašal, glede narativne medicine, ali je v našem okolju, ali pa tudi, ni treba, da je ravno slovenska, še kakšna podobna knjiga za kakšno drugo sindrom ali bolezen, ki bi jo priporočali. Se mi zdi, da bi bilo kar uredno to deliti še s poslušalci, pa seveda tudi jaz, da posežem po njej. Kakšno tak priporočilo za branje specifično take zadeve? Ja, zdaj, narativna medicina je tudi mlada veda. Ponekod jo na fakultetah vključujejo v redni študijski program. Zdaj, značilnost te naše knjige je v tem, da ima vsaka zgodba na koncu strokovni komentar, ki sem ga napisala jaz, in zato dejansko omogoča tudi učenje, tudi tistemu, ki o demenci do začetka branja ni vedel nič, ne. Obstajajo knjige, ki dejansko izhajajo iz narativne medicine in ki so tudi dostopne pri nas, recimo zgodbe o kuhinjski mizi, ali pa Urška Lunder je tudi pisala o tem, bolj pogledal na paliativno medicino. Skratka, te knjige se dobijo, jaz sem o tem pisala, tudi v članku, mislim, da sem omenila nekaj, ampak to, kar me je pa najbolj presenetilo, doma imamo več knjig o narativni medicini. Ena prvih knjig je ta, ki sta jo napisala dva urgentna zdravnika. Torej, da postane zgodba pomembna tudi na urgenci, da ni to, kar se dogaja na psihiatriji, kjer se imamo čas pogovarjati, ampak da je to nekaj, kar izhaja dejansko iz življenja. No? Tako da jaz obetam... Katera pa je ta knjiga? Moral bi pogledati to naslov, sem mi boste poslali, pa bom jaz napisal dol v opis epizode, boste lahko prebrali tisti, ki poslušate, ker tudi mene zelo zanima. Bom poslala vse te knjige, ki jih imam doma. Super. In bom naslove vam poslala. Bom jaz to napisal. Pa ena, ki mi še pade v glavi, je Oliver Sacks, moški je imel ženo za klobuk. Ja. No, to so zdaj te knjige, ki so, rečemo, romanizirani opisi demence. Ne? To se razlikuje od narativne medicine. Ne? To je pač nek roman, v katerem sledimo zgodbi enega človeka, morda dveh, ne? In kaj se s tem človekom dogaja. Medtem ko narativna medicina pa poskuša iz več podobnih primerov ali pa iz več primerov, ki se zgodijo na eni zdravstveni postaji, povedati nekaj več o bolezni in o tem, kako tako. Tu je razlika. Ne? Ker teh knjig o demenci, o Alzheimerjevi bolezni je veliko. Jaz sem za spominčico pripravila en cel seznam, je na spletni strani dosegljiv ta seznam knjig, tako za strokovnjake, kot za laične bralce, kot za mladino. Tako da teh knjig je zdaj v Sloveniji, tako bi rekla, okrog 50 na razpolago. Ampak ne narativne medicine. Ja. Bom tudi to povezavo do tega zbirke napisal spodaj. Kako pa je bil čisto ta proces nekako zbiranja teh zgodb, kako ste našli avtorje za knjigo? Ja, to je dolga zgodba, ne vem, koliko ima časa, bom poskušala na kratko povedati. Ja, vse se je začelo v projektu Znanost na cesti. Ne vem, če poznate ta projekt. Ta projekt vodi dr. Saša Novak, ona je po izobrazbi profesorica kemije, delala je vse življenje na Jožef Štefanu in ko je se nekako odločala za tretje obdobje življenja, je ustanovila somišljeniki ta projekt. In ta Znanost na cesti predstavlja vprašanje iz znanosti na način, da ga vsi razumemo. No in tako se je lotila tudi demence.
ki je imela pa tudi en osebni razlog. Jaz to govorim, ker to ona sama tudi pove. Njen oče je zbolel za demenco in ko je iskala literaturo, rečemo kot znanstvenica, kot ženska, ki zna brati, v knjižnicah ni našla nič, kar bi bilo uporabnega. In tako je pač naredila to en dogodek v okviru znanosti na cesti in tam smo bili strokovnjaki različnih strok zbrani in smo prišli na idejo, da kaj če bi mi zbrali zgodbe o demenci. In te zgodbe so dejansko bile, en natečaj je bil, te zgodbe so prehajale, jaz sem bila povabljena v komisijo za ocenjevanje teh zgodb. Kot pišoč človek, recimo. In smo zbrali zmagovalca, to je bil Edo Krnič, ki je zdaj tudi en od urednikov nas treh. On je bil zmagovalec in takrat se je porodila ob razglasitvi rezultatov ideja, da bi iz teh zgodb naredili knjigo. Seveda teh zgodb ni bilo dovolj, tudi niso pokrila celotnega spektra demence, ampak mi trije smo nekako se obvezali, da bomo temu posvetili en del svojega življenja in smo te zgodbe, ki so prišle, prvo ocenili, a so primerne za knjigo ali ne. V drugi stopnji smo pa širili tudi krog piscev, namreč in Saša in Edo sta člana več teh skupin kreativnega pisanja in so med njimi pač širili, da sestavljamo knjigo in smo tam dobili veliko zgodb. Potem se je pa začel finale je izgledal pa tako, da je Zdenka rekla, ja, v tem pa nimamo nobene zgodbe, določene. In kaj bo zdaj? Ja, napiše Saša, napiše Edo, ne, tako da smo v finalu dodali, zato imata tudi midva največ zgodb, zato da bi pokrili čim širši spektr bolezni, smo pač nekatere zgodbe že zunaj natečaja dodajali. Potem smo šli pa skozi uredniški proces. Vsi trije smo vse zgodbe prebrali, jih ocenili. Jaz seveda najprej strokovnega vidika, a sploh govori o demenci, Saša in Edo iz literarnega vidika in ko smo vsi trije označili zeleno, je šla zgodba na kupček za mladinsko knjigo. No. Saša se je že prej dogovorila in mladinska knjiga nas je vzela v program. Tako da to je na kratko povedana ta zgodba. Seveda posebnost te knjige in zato tudi upravičeno sodi v zbirko narativne medicine so pa ravno ti strokovni komentarji, ko iz zgodbe na koncu pa lahko izlušiš tudi bistvo in tudi kakšen nasvet, ne. Še enkrat zelo priporočam v branje, tisti, ki imate rajši e-knjige, še zelo priporočam na aplikaciji MK+. Večkrat jo omenjam, sem velik fan te aplikacije, moje knjige so tudi gor in še ogromno drugih zvočnic, e-knjig, slovenski avtori, v glavnem, vabljeni. Tudi zvočnica so obljubili. To so obljubili pri mladinski knjigi, ja, jaz tudi mislim, da se spodobi, sam večkrat jih je treba spomniti. A boste vi brala? Nismo se še tako daleč. Mene so namreč vabili, pa se mi zdi to dobra ideja sicer, ampak mogoče bolj za moje knjige so malo bolj osebno izpovedne. Ne? Zdaj tukaj, ne vem, koliko je dodana vrednost, da bi urednik, ampak kakorkoli, jaz sem potem izbral enega Rok Kunaver, ki ima krasen radijski glas in je on zame to izvedel. Ja, jaz berem na predstavitvah, imam tudi nekaj posnetkov, pravijo, da so v redu, tako da bi šla med bralce, ne vsega jaz, ampak bi šla med bralce. Mogoče bi bilo celo zanimivo več različnih. Ne dvomim, da bodo super poskrbeli za to. Jaz bi vas vprašal zdaj za konec še v bistvu, če stopiva korak nazaj od te srednje teme. Kako pa vi najrajš skrbite za svoj mir, za sprostitev, za zdrave možgane, ob vsem, kar delate, tudi ob službi psihiatrije, ki ni bila lahka, ob vsem, kar življenje nekako prinese? Ja, jaz imam veliko srečo, da živimo blizu Arboretuma Volčji Potok. In tiste, ki jih zanima, si lahko pogledajo, sva predstavljena skupaj z možem v novi rubriki, ki jo imajo tam ljudje Arboretuma. Mi to so tam vsaj enkrat na dan. Ne? A res? Ja. In po eni strani nabirava korake, po drugi strani imava stike z ljudmi. Jaz tudi rada fotografiram, tako da praktično nikoli ne odidem brez kakšne fotografije. Ne? Kakšno dam pol tudi na Facebook. Skratka, to mi je ta glavno, seveda potem pa imamo
še veliko projektov, enega prav v Arboretumu vodim, imenuje se Modra palica in pripravljamo sprehode za dobro počutje in spomin, ni samo za osebe z demenco, ampak za vse, ki bi radi to dvoje okrepili, dobro počutje in spomin. Vsak mesec, drugo nedeljo imamo tak sprehod. Delamo tudi različne druge akcije, no, velik del časa, mojega časa zavzame zdaj tudi Ars Hippokrates, kjer se pripravljam za ta literarni del teh dogodkov. Kolega Andreja Omejc poskrbi za glasbenike, jaz pa za literarni del in tudi vi ste predviden na enem od teh Ars Hippokrates, da se kar pripravite. Ja, se veselim, bom začel se pripravljati. Mislim, da vas je dr. Omejc dal skupaj z Mozartovo glasbo, bomo videli, kako bo to ratalo. Vem, kdo je bolj počaščen, jaz ali Mozart. Ja, no to je tudi tako, no in potem imamo pa z možem še en hobi, pravzaprav njegov glavni hobi, vodenje turistov. Turiste, oni pa ima licenco lokalnega turističnega vodnika po Kamniku oziroma po lokaciji Srce Slovenije. Oba vodiva turiste tudi po Arboretumu, tako da ko mi najdemo še kaj časa za vnuke, pa sicer vnuki zdaj že rajče nimajo časa za njih, ker so že tako velike. Ampak družina je seveda vedno tista, ki je prva, potem pa vse to drugo, s čimer si zapolnimo čas. Ja, jaz seveda sem ambasador tudi tega odklopa in seveda podcast se imenuje Umetnost lenarjenja, ampak se strinjam, da je nekaj najlepšega, če si uspeš zapolniti čas s projekti, ki te veselijo, pa obenem mogoče spreminjajo tudi svet na lepše. To se mi zdi tako važno in lepo poslanstvo. No. In ta knjiga zagotovo sodi zraven. No. Tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas še za ta pogovor. Ja, hvala za povabilo in veselje mi bo, da tudi po tej poti širimo znanje o demenci in seveda tudi reklamo za knjigo. To oboje je važno sporočilo. Preberite knjigo, pazite na svoje možgane. Hvala, ker ste naju danes poslušali in se spet poslušamo, vidimo, slišimo prihodnji mesec. Adijo.